Pozdravljeni prijatelji Slovenske ljudske stranke, člani, članice, vodstvo. Dobrodošli v Velenju. V našem občinskem odboru smo bili zelo počaščeni, da nam je bila zaupana organizacija 20. jubilejnega tabora Slovenske ljudske stranke. Mi smo se potrudili maksimalno. Zdaj vsem skupaj želim, da bi se ob zvokih ansambla Donačka, ob kakšni dobri kapljici, ob dobrih prijateljih, da bi preživeli en res lep dan v Velenju. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Dani Gradišnik, predsednik občinskega odbora SLS Velenje, za uvodni pozdrav in seveda dobrodošli vsi vi v mestu priložnosti, za kar pravimo, da Velenje je. Uživajte! Veseli pa smo, da je danes z nami tudi podžupan mestne občine Velenje, gospod Srečko Korošec. Dobrodošli in vabljeni k besedi. Hvala lepa za besedo. Dragi gostje, najprej vas prav lepo pozdravljam v imenu župana mestne občine Velenje, gospoda Bojana Kuntiča, in prijazen pozdrav tudi v mojem imenu. Hvala lepa za vaše povabilo na današnje srečanje, na današnji vaši tabor. Mesto Velenje je prav posebno. Posebno je po svoji mladosti, saj bo čez par tednov praznovalo šele 57-letnico od uradnega odprtja mestnega središča. Posebno po svoji multikulturnosti, na katero smo izredno ponosni in spodbujamo na vsakem koraku. Prepoznavni smo tudi po številnih nagradah in priznanjih, ki jih dobivajo tako naše občanke in občani, pa tudi številni naši projekti. Z obnovo mestnega središča smo dobili novo urejeno promenado, ki združuje občane, zagotavlja edinstveni prireditveni prostor in je bila tudi že nagrajena s številnimi mednarodnimi nagradami. Moja želja, da se v naše čudovito mesto še vrnete. Vabimo vas že v nedeljo 18. septembra, pa bomo prav na tem mestu svečano odprli 27. Peking festival, največjo otroško prireditev v Sloveniji. Želim vam prijetno druženje, veliko uspehov, lepih spominov, ki jih boste odnesli domov iz najlepše urejenega večjega mesta v Sloveniji. Naziv, ki smo ga pridobili v okviru tekmovanja Moja dežela, lepa in gostoljubna. Srečno! Hvala lepa za pozdravni nagovor tudi podžupanu mestne občine Velenje, gospodu Korošcu, in tako vabljeni seveda v mesecu septembru na številne dogodke v mestni občini Velenje, kajti občinski praznik praznujemo 20. septembra in vsi najmlajši, pa tudi mladi po srcu, vabljeni na tradicionalni Peking festival od 18. do 24. septembra letos. Pozdravnemu nagovoru vabim nekdanjega predsednika SLS in evropskega poslanca, gospoda